Lep pozdrav, z mano je tukaj slovenska nogometna legenda in legenda Maribora, seveda Markos Tavares. Lep pozdrav, Markos. Lep pozdrav za tebi tudi, hvala lepa. Markos, po čem si boš najbolj zapomnil letošnje leto? Ja, takrat, ko mi smo igrali kvalifikacijo za Ligo prvakov, ko smo imeli priložnost za zabije gol, da lahko še naprej, in takrat, ko sem prišel noter, sem lepo pomagal klubu, sem dal gol in potem čez 2 minute so dali drugi gol, ampak na koncu ni šlo, kaj smo hoteli, ampak takrat sem pomagal svojo ekipo, da imamo upanje, da igramo Ligo prvakov. Verjetno si vsak, ki gleda ta video zdaj, na nek način predstavlja občutke ob tem, kako bi pa ti opisal te občutke, vseeno si to doživel? Ja, to zelo emotivno sem sprejel to in tudi, ko mi igramo Ligo prvakov, je to največji, najboljši, kaj lahko v nogometašu življenju. In to je moje življenje, jaz sem delal za to in moj sanj se resničil. Bi rekel, da je to najboljši oziroma najlepši trenutek v tvoji karieri? Ja, najlepši trenutek seveda, ko igramo Ligo prvakov, ko da vemo, da smo med najboljšimi klubi v Evropi. Hvala. Kaj se je zgodilo s tvojim glasom? Si preveč pel? Ja, včeraj sem preveč pel skupaj z družino. Ne, zdaj, ko imamo dopust, hočem narediti vse, kaj nisem naredil skozi leta skupaj s svojo družino. Potem mi imamo zabavo doma, pojemo, plesamo, uživamo skupaj. Glede na to, da si rekel, da ste peli, znaš zapeti kakšno slovensko pesem? Ja, bolj ne vem, če to je samo slovenska, ampak dosti skupaj z soigralci mi pojemo bosanska pesem, srbska pesem, hrvatska pesem. In ne vem, če to bo čisto slovenska, ampak kaj imamo? Ena, ker vem, da je slovenska, ti, moja rožica, to že vem. No, dalje. Že ne vem naprej. Super ti gre. Katera je zate najtežja slovenska beseda? Na začetku je bilo potrpežljivost, zdaj dobro gre, prej sem rekel potrpežljivost, ne vem, kaj sem rekel prej, zdaj pa gre. Ja. Bi znal mogoče reči otorinolaringolog? Otorinolaringolog. Odlično. Bravo, Odlično, ne, naj ti povem, da res super govoriš slovensko, jaz sama vem, kako je težko pač v tujini z jeziki, tako da sploh pa slovenščina, res vsaka čast. Kaj najraje kuhaš? Ja, barbecue, ne. Ker sem z Brazilije, dosti barbecue kuhamo, tu malo čevapčič, malo beefsteak, tak. Kaj pa slovensko, kaj je najljubša slovenska jed? Nimam tak, ampak imam rad tudi jabolčni štrudel, imam rad, ja. Ja, to si povabljen k meni na pravega avtentičnega. Si predstavljaš sebe v vlogi komentatorja? Ne, dosti, ampak vsi komentiramo dosti stvari, ne samo glede nogometa, sploh v življenju, ampak nisem tak fan za komentatorje. Jaz sem igrala v Španiji in v Italiji, tam, ko zabiješ gol, tam se komentatorji neverjetno derejo, ne. Zdaj, glede na to, da si ti tudi tak temperamentnega ozadja, lahko probaš, kako to izgleda, ko da nekdo gol in ti kot komentator komentiraš? Ja, bom probal to, ampak v slovenščini bo malo težko, ampak bom probal. Saj gol je gol, ne? Na primer,
eno akcijo. Takrat, ko sem zabil gol proti Celtic za Ligo prvakov. Je bilo žoga na stran Mertil in Rulo so imeli kombinacijo, pa takrat, ko je Mitja Viler centriral, Mertil je zbil žogo in Tavares je zabil golazo! Vsaka čast. Še enkrat čestitke za gol. Tvoj najljubši slovenski pevec, skupina? Ne vem, ampak ne vem, kako se reče točno, pa Ilix, mislim, da je to, ker oni so naredili eno pesem za mene. Za tebe? Ja. Jo znaš mogoče? Ja. Na začetku ne vem, vem samo to. Marcos Tavares, la 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 la, Marcos Tavares, la 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 la, Marcos Tavares, naša legenda si ti. In potem ima lepo besedilo so napisali. Vsaka jim čast, moram poslušati. Ja. Moraš mi poslati. Če bi imel svoj stand-up, o čem bi govoril? Kako en Brazilec živi v Sloveniji. In kako izgleda to? Ja, na prvi 4 let nisem dobro razumel slovensko in potem malo čudno je bilo, ne, zato hočem neki zebanca narediti. Bi ostal v Sloveniji? Ja, seveda, to je zdaj moj dom, moj kraj in sem tudi zelo vesel, ker sem dobil državljanstvo. Čestitke, čestitke. In seveda dobrodošel v Sloveniji. Koga od svetovno znanih športnikov si želi spoznati in zakaj? Ja, se želim spoznati Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, ker oni so, za mene Cristiano Ronaldo je mašina in če lahko ima neki pogovor z njimi, bom vprašal, kaj on je delal, da lahko biti najboljši nogometaš v vse času skupaj z Messijem in Neymarjem. Isto vprašanje, ker za mene so izvor za nogomet. Se strinjam. Dopolni oziroma dokončaj stavek. Maribor je? Šampion. Bravo. Nogomet mi pomeni? Skoraj vse v življenju. Nogomet mi je pripeljal v Slovenijo. Nogomet mi je dal zelo vse, kar imam danes. To je zaradi nogometa. Zaradi nogometa sem dosti države obiskoval, dosti stvari vem in tudi dosti ljudi sem se poznal zaradi nogometa. Se strinjam, razumem. Kavo pijem rad, ker? Kavo pijem, ker mi daje energija. December je čas? Za praznike. Zabijanje golov? Je najboljši stvari, ki obstajajo pri nogometu. Se strinjam. Ob besedi družina takoj pomislim na? Na svojo ženo in otroke, veselja, mir, motivacija, da lahko delam vsak dan. Kaj želiš ljudem v novem letu? Lahko tudi v portugalščini. Ja, bom v slovensko. Ja, dvomim, da bi te kdo oziroma redki razumeli v portugalščini. Ja. Jaz želim, da vse, kar lahko mi naredimo v naše življenje, ne počakamo še 1 leto ali ne počakamo 5 let, 10 let, lahko že štartamo zdaj v 22
in želim srečno, uspešno novo leto in tudi eno besedo, ki je za mene zelo pomembno, ker sanje ima moči. Če sanjaš, boš ti imel moč, da lahko delaš za svoje sanje. Zelo lepo, no, tudi jaz tebi želim enako in res, da izpolniš čisto vse cilje, ki so ti ostali, in pa seveda vse dobro tvoji družini. Hvala. Hvala lepa.